Spoštovani, nadaljujemo z drugo okroglo mizo. Čeprav civilna obramba pogosto pomeni sirene, protokole in reševalne načrte, temelji odpornost tudi na nečem bolj strateškem, močni industriji. Slišali bomo, kako tehnologija, znanje in sodelovanje ustvarjajo moč, ki nas varuje, tudi ko se življenje postavi na glavo. Pozdravimo udeležence druge okrogle mize. Z nami so spoštovani dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Prosim, kar pridite na oder. Gospod Boštjan Pavlin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo. Gospod Boštjan Skalar, direktor Grozda obrambne industrije Slovenije. Dr. Tomaž Rotovnik, direktor Skylabs d.o.o. Moderator okrogle mize pa bo gospod Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko na Ministrstvu za obrambo. Za uvodni nagovor pa ljudno prosim našega ministra za obrambo, magistra Boruta Sajovica. Prosim. Hvala lepa vsem še enkrat. Ne več dobro jutro, ampak dober dan na Brdu. Čestitke ob včerajšnjemu prazniku, 28. september, dan ne civilne zaščite, pač pa civilne obrambe. Civilno zaščito imamo perfekt, popolno. Gasilci so njen najmočnejši steber. Naša naloga pa je, da v parih letih spravimo tudi civilno obrambo v eno stopnico, en korak višje. Jaz mislim, da tle smo ta prav ljudje, približno tisti, ki smo bili skupaj tudi lansko let, ko smo prvi ali pa drug dan, ko sem na ministrstvo prišel, izvedel vajo ali pa del vaje Odpornost 24, ta nam je pokazala marsikaj. Ključno pa je tisto, kar je njeno sporočilo ali pa ugotovitve, da smo dobri, ne pa tako dobri ali pa odporni, varni, kot bi mislili in pa želeli. Če pa hočemo to uspeti, pa rabimo nekaj, kar predvsem mi v politik, govorim v prvem imenu, tudi samokritično nimamo. Rabimo enotnost. Enotnost in pa še enkrat enotnost. Mi imamo kdaj, rekel, veliko težavo, bom malo karikiral, ko vi takole not v auditoriju pogledate levo, desno, ne. Jaz velikokrat govorim z ljudmi na terenu, oni tam ne vidijo človeka, ne vidijo rojaka, ampak vse prevečkrat vidimo nekoga, ki ima neka politična, ideološka ali pa kakšna drugačna stališča. Če bomo hoteli preživeti na tem planetu, moramo predvsem majhni narodi delati pa dihati kot eden. Da vam povem par konkretnih primerov. Meni so sodelavci na Direktoratu za obrambne zadeve, hvala lepa tebi, Boštjan, zdaj državnemu sekretarju, prej pa šefu, njegovo zgodbo zdaj odlično naprej pele gospa Rokvič, ki so naredili premik v razmisleku. Upovnik je perfekten, tamle zadaj na mizi, mislim, da je že zmanjkal enih zelenih knjig, ki pišejo o civilni obrambi, če jo bo kdo želel, jo bo še dobil. Jaz pa za vas nekaj par stvari, kako in kje grešimo. Recimo, tlele vidim gospoda, ki je strokovnjak za jedrsko energijo. En strateški projekt gre naprej, mora iti naprej, ker če ne bomo čez 10-15 let v temi, ampak smo se ga lotili politično. Drug tak primer. Nikdar in nikoli še nismo imeli namenskih reševalnih helikopterjev. Minister bi mogel pred 3 meseci podpisati pogodbo, naredili smo v tej državi politikantsko zgodbo,
da se kregamo, a je kakšna je barva helikopterjev, a je v prtljažnem prostoru lučka ali ni, pa ali se da nekoga v zraku intubirati, pa vsi vemo, da to skoraj nikdar in nikoli ne počnemo, pa seveda odgovor na to je tudi da. Da se ga. In namesto, da bi že imeli naročena te dva helikopterja, jih nimamo. Takih primerov, kjer se brez potrebe delimo, je še cel kup. Danes bomo govorili v industriji, vidite, kakšno težavo po svetu delajo droni. So države na severu, ki so drone za civilno uporabo in njihove prelete odpovedali, ker se ne da ločati v zraku zrna od plev. Mi imamo pa enega najsodobnejših sistemov v tej državi razvitih, ki je tem dronom kos, mednarodno preizkušen, in mi se zdaj kregamo, ali je recimo obrambni holding, slovensko podjetje, ki bo slovensko znanje pretvorili v izdelek, v industrijo, ki bo te igrače, če nam bojo hotele kaj hudega sklatu dol, mi se pa prerekamo, a je to treba ali ni. Ne? Eni tisti, ki so proti orožju kar tako po defaultu, tudi meni ni blizu, ampak če si ogrožen, če si napaden, se moraš braniti. In to, ta slovensko znanje, slovensko industrijo, bolj kot mi ceni in spoštuje tujina, ampak v teh več v nadaljevanju. Tako da, ko hočejo kdaj se z mene malo po norca delati, rečejo ti, a ste že slišal najkrajši vic? Rečejo, sajo vic. Super, jaz velikrat rečem, vlada dela dobro, ne? Tudi to je nekaj, iz česar smo se norčevali, predvsem pa v vladi delamo stvari, ki jih prej še nismo. Na področju varnosti, odpornosti, obrambe in tudi na področju civilne obrambe. Zato je prav, da je tisti september 28. iz leta 1990, ko smo tudi na tem področju načrtovanja začeli postavljati temelje svoje lastne države, da je naš skupen dan in pa praznik. Še enkrat vsem skupaj, spoštovane sodelavke, sodelavci, predstavniki vojske, civilne družbe, gospa poslanka Sandra, vsem skupaj še enkrat hvala, ker smo tle, veliko imamo za premisliti, še več pa za narediti. Hvala, ker to delamo skupaj. Srečno. Najlepša hvala, spoštovani minister, za navdihujoč uvod. Zdaj pa besedo predajam moderatorju. Željko Kralj, izvolite, prosim. Hvala lepa. Spoštovani, res je mi je izjemno zadovoljstvo, da ste se današnje konference udeležili v tako velikemu številu. Uvodoma vam želim posredovati nekaj ključnih informacij, pomembnih za razumevanje današnje teme. Pa začnimo s prvo zadevo. Skratka, mi imamo obrambni proračun tako kot je, se zvišuje vsako leto. Letos smo nekje na 1,54% BDP-ja, skratka dobra milijarda. Drugo leto predvidoma 1,2 milijardi in leto 2027 je predvidoma 1,3 milijarde. Torej nekako se obrambni izdatki zvišujejo in lahko temu tudi povem, da to je malo znan podatek, da mi že danes veliko tega proračuna pustimo doma. 2/3 prehrambenih artiklov ostane v Sloveniji, vse to, kar naročamo. To je nekje čez 30 pogodb. Artikli bojne uniforme in službene uniforme tudi več kot 2/3 doma naredimo in ostane v domačih podjetjih. Tudi kar se tiče obrambne industrije, vse več se povečuje tudi konkretnih naročil in tudi v letošnjem letu se zvišuje na račun rezultatov raziskovalno-razvojnih projektov. Naprej, na Ministrstvu za obrambo v zadnjih letih bistveno smo povečali finančna sredstva za raziskave in razvoj.
V lanskem letu smo imeli dobrih 16 milijonov evrov, to je 1,86% obrambnega proračuna. Cilj nam je valjda, da dosežemo 2%, lahko pa tudi več, kolikor bo treba. V letošnjem letu predvidena poraba bo nekaj čez 23 milijonov, to je predvidoma 2% obrambnega proračuna, in v letu 26 se spet zvišuje glede na predvideno zvišanje obrambnega proračuna. Skratka nekje na 25 milijonov evrov. V Ministrstvu za obrambo v tem trenutku izvajamo ali sodelujemo v 45 mednarodnih in 87 nacionalno obrambnih in vojaških projektih. Zelo pomembna aktivnost. V mednarodnem okolju so slovenska industrija in znanost podporo ministrstva prijavljena na razpise Evropskega obrambnega sklada, Europe Defence Fund, in tam smo izjemno uspešni. Celo druge države nam priznajo, da smo daleč najbolj učinkovita država. Lahko še omenim, da sodelujemo v NATO-vom pospeševalniku inovacij, to je Diana, v katerem je vključeno 12 testnih centrov iz znanstvenih ustanov. To so skratka laboratoriji, ki delujejo znotraj fakultet ene in druge univerze, mislim na ljubljansko in mariborsko. Trenutno poteka aktivnosti za vključevanje novih testnih centrov tudi z področja biotehnologije. To je izredno pomembno za vključevanje naše znanosti v te razvojne projekte NATO. Sodelovanje z Evropsko obrambno agencijo EDA je še naprej zelo intenzivno, tam je 15 različnih področjih, v veliki večini že sodelujemo. Valjda želeli bi še bolj pospešiti to področje ali pa bolj detaljno se vključiti v te zgodbe. Dejavni smo tudi na tematskih obiskih slovenske obrambne industrije, industrijskih dnevih poslovnih srečanj slovenske obrambne industrije z nemškimi, britanskimi, italijanskimi ter francoskimi družbami. Skratka, organiziramo te tako imenovane industry day. Slovenskim družbam obrambne industrije smo omogočili uporabo poligonov, infrastrukture in opreme slovenske vojske, seveda za izvajanje različnih preizkusov. Prisotni smo bili tudi lani, tudi v preteklosti na pariškem sejmu Eurosatory, ko je za nas eden najpomembnejših dogodkov, in tam smo predstavili tudi prve rezultate razvojnih projektov. Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko sklepamo, da imamo v Republiki Sloveniji ogromno razvojni potencial, znanje, ki ga znamo izkoristiti pri razvoju in proizvodnji novih proizvodov za obrambne in druge namene. Izkušnje, ki smo jih pridobili v preteklem obdobju, lahko dodatno nadgradimo in spostavimo še učinkovitejši sistem, predvsem v smeri sinergije med znanstvenimi institucijami in industrijo. Ne pozabimo, da je dodana vrednost na zaposlenega v slovenski obrambni industriji 40% nad slovenskim povprečjem. To je zelo pomemben podatek. In v nadaljevanju pa se bomo pogovorili z našimi panelisti, ki so bili uvodoma predstavljeni. Pa začnimo s prvim vprašanjem. Gospod Pavlin, državni sekretar. V mesecu juliju je Vlada Republike Slovenije sprejela strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze v Republiki Sloveniji. V tem mesecu je bila ustanovljena družba DOVOS, Družba za obrambo, varnost in odpornost, katere namen je z naložbami v slovenska podjetja podpirati razvoj in trženje proizvodov in storitev s področja obrambe in varnosti oziroma podpora pri industrializaciji obrambnih in drugih proizvodov pomembnih za obrambo, varnost in odpornost. Kako ocenjujete dosedanje delo na področju raziskav in razvoja in sodelovanja s slovensko industrijo in znanstvenimi ustanovami na Ministrstvu za obrambo, glede na trenutno povečanje povpraševanja po obrambnih proizvodih na mednarodnem in domačem trgu, kar je posledica povečanja obrambnih proračunov držav članic, kako ocenjujete poslovno priložnost za razvoj novih obrambnih proizvodov ali proizvodov za dvojne namene v Sloveniji? Prosim, gospod Pavlin. Lepo pozdravljeni. Torej, ocena se bi zelo preprosto lahko glasila odlično. Zagotovo je bilo seveda na direktoratu za logistiko, pa seveda tudi v Slovenski vojski zelo veliko narejeno v zadnjih 3 letih. Namreč slovenska obrambna industrija je bila pred tem obdobjem na bistveno nižji stopnji, kot je danes. To je potrebno vedeti. In samo z finančnimi sredstvi v industriji ne bi naredili nikakršnega preboja. Torej, tisto, kar je bilo ključno to, da smo na Ministrstvu za obrambo res celovito poskušali integrirati skupaj s Slovensko vojsko vse raziskave, ki so potrebne, in k temu pritegniti čim več slovenskih podjetij. Jaz mislim, da številka
podjetij, ki so danes vključena v kakršenkoli način sodelovanja z ministrstvom obrambo, da presega številko 300, kljub temu, da je v Grozdu, mislim, da 130 podjetij. Ampak vseh ostalih podjetjih je v bistvu 300, vseh teh, ki sodelujejo na obrambnem področju. Ta številka bo zagotovo še naraščala, namreč danes marsikdo vidi obrambo le kot orožje, strelivo in nekaj, kar je neposredno vezan na slovensko vojsko in na bojevanje, pa bomo, verjamem, da uspeli v naslednjih mesecih zelo jasno povedati, da obramba je bistveno širša zgodba, da obramba obsega vse tisto, kar lahko spremljate in na katerih področjih se mi trudimo, tako kot smo danes začeli z okroglo mizo o zaščiti voda, da je tukaj v obrambi seveda prehrana, da je tukaj tudi visokotehnološki sektor z umetno inteligenco in z vesoljsko tehnologijo, ki jo v Sloveniji znamo razviti. Tako da, torej, zagotovo bo število podjetij, ki bo tukaj zraven lahko vključeno, bo še bistveno večje. Kaj je zelo pomembno in kje je bil po naši oceni najboljši korak? Enotnost je že prej omenil minister in tisto, kar se na obrambi zelo močno trudimo, je ravno to, da povezujemo podjetja in jih združujemo v razne konzorcije, zato da lahko skupaj pridejo do projektov in da skupaj ustvarijo nek produkt, ki ga mi potrebujemo. Ta produkt je seveda potreben za slovensko vojsko v prvi fazi, dolgoročno je pa tudi zelo pomembno, da je ta produkt tržno ugodnejši, skoraj zagotovo, kot pa podobni produkti iz tujine in da kot takšen je lahko tudi izjemen štart za nadaljno panogo. Zdaj, torej poleg tega povezovanja in oblikovanja konzorcijev, ki jih na ministrstvu v ta namen delamo, je tudi pomemben torej ta naš pristop, da mnogokrat začenjamo z javnim pozivom. Torej ne z javnim razpisom, ampak z javnim pozivom, kjer poskušamo od podjetij pridobiti vrsto informacij, ugotoviti, kaj so seveda slovenska podjetja na določenem področju sposobna narediti in potem skozi ta produkt oblikovati pol tisto, kar je tudi stvar javnega naročila. Ključno nam pa je to, da se med sabo podjetja povezujejo. In enotnost na tem področju je ravno tisto, kar predstavlja civilna obramba. Torej gre za to zelo konkretno povezovanje države, družbe, predvsem tudi z gospodarstvom. In na teh primerih, ki smo jih na ministrstvu v zadnjih nekaj letih izvedli, moramo reči, da je to gospodarstvo zagotovo dodana vrednost in iz ekonomskega vidika za gospodarske družbe in hkrati pa ključno je en bistvenih obrambnih moči, namreč če mi lahko doma servisiramo recimo neko terensko vojaško vozilo, nam to bistveno pripomore k temu, da ima naša vojska večjo operativnost in da s tem seveda dosegamo tisto, kar je ključen osnovni cilj, varnost naših državljanov in naše države. Zdaj, že prej je bilo omenjeno, da seveda poskušamo v naš sklop obrambne industrije vključevati samo slovenska podjetja. Razlogov je več. Eden je ta, da s tem krepimo obrambo države, drug je ta, da denar ostaja doma in da krepimo lastni sektor. Tretji je ta, da to pomeni povezovanje. Četrti je ta, da zagotovo je v Sloveniji znanja dovolj in da so naše gospodarske družbe tudi odlično proaktivne in so sposobne najvišjih tehnoloških rešitev.
je pa izziv seveda industrializacije in pa financiranje. In ravno zaradi tega je bila sformirana, ustanovljena družba Dovos, ki bo imela torej ravno to nalogo, torej pomoč pri industrializaciji, seveda tudi pri trženju in pa povezovanju finančnih struktur v te projekte. Do nedavnega smo imeli tukaj veliko težavo, namreč predvsem evropske banke so se distancirale od obrambne industrije, dokler recimo temu v zgodnjih poletnih mesecih ni iz Evropske unije prišla torej še dodatna usmeritev in dokler ni ta obrambna zgodba vstopila tudi v ospredje. Zdaj se je to stanje nekoliko spremenilo, pa še vedno si seveda želimo, da bi tukaj to financiranje bilo izvedeno strani slovenskega investitorja in slovenskih bank, zato tudi tukaj računamo na sodelovanje z SID banko, ki je zagotovo spet eden od teh členov verige, ki povečuje odpornost in s tem tudi sposobnost civilne obrambe. Vsekakor torej je vrsto bonitet, po mojem mnenju je bil narejen prvi korak, ta recimo da temu 3 ali pa 3,5-letna faza razvoja in raziskovalnih projektov bo v naslednjih mesecih rodila prve rezultate. Vsekakor pa je zdaj naslednji korak čisto na strateškem nivoju, da bo zelo kmalu formiran strateški svet slovenske obrambne industrije, ki bo tudi dal usmeritve, kaj so naše prioritete v prihodnosti in bo začrtal pot, kako naj ostali deležniki v tem procesu sodelujejo. Najlepša hvala. Samo že nekaj bi opozoril. Govorimo, tema je slovenska industrija za potrebe obrambe, ne slovenska obrambna industrija. Danes, ko imamo primer Kupole ali pa daljinsko vodene oborožitvene postaje z orožjem gor, govorimo o podjetju Valhalla, je podjetje Valhalla inženiring, ko zna sprojektirati, zna tudi sestaviti in zna preizkusiti tak naprej zgodbe. Vendar v tem projektu sodeluje več kot 30 slovenskih podjetij. Treba je kaj narediti na CNC mašini, treba narediti ene ležaje, treba narediti tiskano veze in tak naprej. In ta podjetja nimajo soglasja za proizvodnjo obrambnih proizvodov, ker to niso obrambni proizvodi. Torej mi govorimo o integraciji celotne slovenske industrije v obrambni proizvod. Zelo pomembno. Imamo cel kup tudi drugih proizvodov. Tudi na koncu koncev ta kuli ni obrambni proizvod, ker je maskirno pobarvan, je civilni proizvod. Zelo pomembno. Zdaj pa gospod Skalar, kako ogroziti obrambne industrije Slovenije ocenjujete sodelovanje z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. Prosim tudi za oceno glede nadaljnjega vključevanja slovenske industrije in znanosti v nacionalne razvojne projekte EU, to je EDF, Evropski obrambni sklad, EDA, Evropska obrambna agencija in projekte NATO, STO. Prosim. Hvala lepa za vprašanje in seveda za povabilo. Naj na začetku rečem, da me zelo veseli, da industrija končno postaja pomemben igralec v vseh teh dogovorih in enotnost, ki jo je v bistvu omenil minister, se mi zdi zelo pomembna. Zdaj, naj povem, da grozd raste tudi zaradi te nove paradigme, se pravi boljšega razumevanja obrambe kot širšega pojma, se pravi obrambe, varnosti, odpornosti, zaščite. Prej je tudi državni sekretar Vajgl omenil, da ena boniteta prinese drugo in zdaj več, ko bomo ustvarjali doma, več, ko bomo vlagali v domačo dobavno verigo, vse procese in postopke, več bomo tudi dosegali na sami, bom rekel, odpornosti. In naj povem, da zato tudi raste grozd obrambne industrije in mene veseli, da prepoznavamo obrambo kot širšo, to se pravi, da se omenja voda, da se omenja hrana, da se omenjajo raziskovalni inštituti zraven, univerze, se pravi, da vsi damo, kar lahko damo k nekemu boljšemu razvoju. Ko govorim s kolegi v tujini, mi vsi povejo, da se je 20 let spalo na področju recimo industrije
in da seveda je zdaj težko čez noč pride do tega, ampak mislim, da koraki, ki jih trenutno predvsem ministrstvo in tudi seveda država preko ustanovitve omenjene družbe vlaga v te napore, so izredno pozitivni in mi to pozdravljamo in zato tudi raste članstvo. Samo kot informacijo, lansko leto smo imeli približno 58 članov, tudi številka 135 je že premajhna, smo že, mislim, da smo na 150 in verjamem, tako kot je gospod Kralj rekel, da bo ta številka še rasla. Zato vedno poskušamo pokazati širše razumevanje slike, se pravi, en izdelek je vedno plod znanja večjih in verjetno vsi veste, da smo, ne vem, na številki CNC strojev, ne vem, če nismo vodilni v svetu na število prebivalcev, se pravi na prebivalca. Strojni park je odličen, znanja so odlična, ne nazadnje imamo strokovnjake, imamo inženirje, imamo vse, kar potrebujemo. Edin, kar majčken manjka, bom zdaj zelo, bom rekel, provokativno rekel, je pa povezovanje. Ne? In tudi zato, ker doskrat sama, bom rekel, družba in klima preprečuje to, ker gre debata v tej smeri, da kdo bo koga, kdo bo s kom. Mislim, da je potrebno ugotoviti, se pravi, kateri projekti so in mislim, da ministrstvo preko raziskovalnih projektov in tudi sredstev, ki jih vlaga, zelo dobro krmari med tem, natančno določiti, kateri projekti so v prihodnosti ključni in katera podjetja, ki bojo recimo se javila na poziv, bodo lahko k temu pripomogla. Zelo široko gledano. In na ta način se bomo tudi izognili raznim debatam v javnosti, kdo, zakaj, kako, ampak bomo gledali k cilju, kaj moramo mi narediti za našo širšo odpornost družbe, katere produkte za to potrebujemo, kako delati smo z razvojem, a je potrebno iti z določenimi zadevami takoj v industrializacijo, ker mi vemo, da imamo določene projekte, ki so že. In naj še tukaj povem, ne, banke že prepoznavajo tudi in drugače razumevajo zadeve. Kje izhaja tudi doskrat nepoznavanje, bom rekel, materije, to pomeni, kaj obrambna industrija je, kako je regulirana, kako zelo jasno so določene poti in banke seveda na risk and compliance ne razumejo včasih čisto dobro in zato naše skupno delo z ministrstvom je, da predstavimo to zgodbo, da razložimo tem oddelkom, kako postopki potekajo, da tudi bolj zaupajo temu in da potem ne nam zdaj za hec rekel zapirajo računov, ampak raj gledajo, kje bi kakšne nove priložnosti dobili. Tako da jaz mislim, da vse, kar je potrebno tukaj narediti, je iti konsistentno, iti naprej, gledati z roko v roki naprej v prihodnost in slediti seveda, strateški svet bo verjetno povedal, kaj je potrebno, končni uporabnik, če temu rečemo recimo, da je vojska, ampak jaz mislim, da je širša družba. Zanj smo tudi na konferenci o dual use slišali, da je ogromno infrastrukturnih projektov, se pravi tudi gradbeništvo, ojačitve, ne vem, mostov. V NATO veliko govorimo o military mobility, se pravi, kaj če bo pomembno premike narediti, se pravi, ugotoviti, kaj v Sloveniji primanjkuje, kaj za to potrebujemo, kakšna znanja že imamo, kaj še moramo razviti in temu primerno slediti verjetno tudi z, ne vem, določenimi izobraževanji, ne vem, pojasnjevanji strokovni in laični javnosti, kaj je potrebno za to. Zdaj, gospod Kralj je že omenil, naša podjetja so izredno, bom rekel, cenjena v mednarodnem okolju, je pa res, da seveda ni še vedno, jaz mislim, da je potencial bistveno večji, kot je bil. To je tudi naloga nas kot predstavnikov, jaz naprimer sem v NATO industrijski, bom rekel, svetovalni skupini, ki poroča oborožitvenim direktorjem, kjer je recimo gospod Kralj, naš nacionalni direktor, in debate tečejo v to smer, kako več manjših podjetij, tudi visokotehnoloških, z visoko dodano vrednostjo njihovih produktov, pripeljati zraven v te zgodbe. In zanj sem imel priložnost govoriti z generalnim direktorjem NATO Diana in je spodbudo, da naj posebno pozornost namenjamo predvsem tem manjšim podjetjem. Seveda je vsem jasno, da to ne bo šlo čez noč, ampak saj je potrebno, moramo to imeti v glavah in razumeti, da priložnosti so in če bomo zaupali vase, jaz mislim, da bomo tudi, še tudi mednarodno bolj uspešni. Hvala, krasno. Zdaj pa imamo ministra dr. Papiča v okviru programa Obzorje Evropa 2021-2027.
je v pristojnosti vašega ministrstva GROZD 3 civilna varnost za družbo. GROZD financira raziskovalno-razvojne projekte, ki rešujejo najbolj pereče varnostne izzive. V okviru GROZD 3 se sicer smejo financirati zgolj varnostne raziskave in inovacije, ki so namenjene civilni rabi. Raziskave in inovacije v vojaške namene niso upravičene do financiranja. Podjetja z obrambnega sektorja smejo sodelovati v projektnih konzorcijih le, če se razvijajo tehnologije in inovacije, ki so namenjene civilni rabi. Kako se delovanje GROZD 3 prilagaja aktualnim geostrateškim razmeram? Hvala lepa, tudi lep pozdrav v imenu našega ministrstva. Gotovo je znanost tisti element, ki bo ključno prispeval k vsem tem aktivnostim in seveda industrijska proizvodnja je že tista zaključna faza nekako celotne zgodbe. Mogoče bom prišel seveda na GROZD 3, samo nekaj razmislekov. Področje znanosti jaz ne gledam več kot področje enega ministrstva, čeprav mi seveda še vedno pokrivamo večji del teh sredstev. Zame je ključno, jaz striktno zahtevam, zdaj se je zaključil proračun, podatke, koliko vlaga druga ministrstva na področju znanosti in inovacij. Seveda, rekel bi, da je ministrstvo za obrambo na drugem mestu glede vlaganj v znanost, takoj za nami. Pomembno je ministrstvo za gospodarstvo, digitalno preobrazbo in tako naprej. In jaz spremljam skupne številke. In če se spet vrnemo k tej enotnosti, mene motijo razprave o tem, kdo je, kdo ni, kaj je tle, kaj je tam. Gre za skupni proračun naše vlade in meni osebno je glavno, kakšna je skupna številka. Večjih ministrstv, pa najbrž, te sem 4 ministrstva naštel, jih je najbrž še več. In te številke so dejstvo, da smo podvojili sredstva za znanost. Jaz lahko par stvari povem na temo temeljne raziskave aplikacija. Tukaj imamo mi na področju znanosti ali pa na področju akademske sfere precej razprav, kaj je prej kura ali jajc, in pomembno je oboje. Ampak hočem reči, da zame osebno tudi prihajam z aplikativnega področja, z področja elektrotehnike, mene je vedno zanimalo seveda, kaj od najnovejših znanstvenih dognanj na področju naravoslovja tehnike lahko prenašamo v vsakdanjo aplikacijo. In jaz mislim, da je tukaj ključno to sodelovanje z vsemi ministrstvi in da se to počne skupaj. Zdaj so zanimive razprave, tako na eni strani z gospodarske zbornice, mi želimo, da so sredstva za inovacije v integralnem proračunu. Akademska skupnost, mi želimo, da so sredstva za znanost v integralnem proračunu. Sem rekel, spremenili smo 2 zakona, noter piše, kako se bo financirala znanost v naslednjih letih. Zakaj je pomembno zdaj, zakaj je kohezijski denar manj vreden kot integralni denar? Hočem reči, številka je važna. Če kohezija usiha, kar bomo veseli, kar pomeni, da se razvijamo. In bolj, ko bomo razviti, manjši bo delež, ki ga bomo dobili direktno iz kohezije, je pa seveda Evropa neskončni vir za veliko Slovenijo, je pa seveda konkurenčnost bistveno hujša in se bomo mogli prilagoditi temu. Se pravi, zakaj mi zdaj razpravljamo, kater denar je boljši? Jaz sem vesel, da je, denar je podvojen. Moramo držati ravnovesje med temeljnimi in pa aplikativnimi znanostmi. Vem, da bomo tudi mogoče se dotaknili kvantnih tehnologij. Kvantne tehnologije so res pomembno področje, ampak počakajmo še malo, nekaj let. Zdaj pa, če grem nazaj na tole GROZD 3, jaz bi mogoče bolj kot kaj se zdaj dogaja v obstoječem programu Horizont podal nekaj informacij, kako se pripravlja naslednji program, 10. okvirni program. Tukaj gre pa, omenili ste, da je tukaj striktno vezano vse na civilno rabo. Gotovo so programi, projekti, kot sem seznanjen na področju predvsem infrastrukture, zaščite, kritične infrastrukture, tudi sam osebno sem sodeloval pred časom, elektroenergetski sistemi so kritična infrastruktura države. In tukaj je seveda zelo pomembno področje. Potem kibernetska varnost. Kibernetska varnost, jaz tukaj sploh ne morem ločiti, ali je to civilno ali ni civilno. Poglejte, če govorimo o potencialni nevarnosti, kibernetska nevarnost je tukaj danes. Danes, ravno v tem trenutku, nekdo poskuša vdrti v en server v Sloveniji. To je dejstvo.
In to se dogaja, imamo primere raznih industrijskih podjetij z vdori. Univerza v Mariboru je imela res hude težave, ampak so uspeli rešiti podatke. Prav to se dogaja danes, to ni stvar neke bodočnosti in to je prvo področje. In pa seveda potem upravljanje sistemov v primeru nesreč. Prav to so tista 3 glavna področja. Po mojih podatkih ta grozd ni ravno izkoriščen trenutno. Če govorimo o obsegu ranga 5 milijonov, so to relativno mala sredstva. Bi šel pa, omenili ste sami, neverjetno uspešnost Slovenije pa na Evropskem obrambnem skladu. Dejansko poznam tudi kolege iz Mare Teces, kot koordinator tukaj zelo uspešno sodeluje. In želim omeniti to, da se v pripravah na nov program, 10. okvirni program, pa že striktno govori, tako imenovani dvojni rabi, kakorkoli in nihče nima več tukaj zadržkov. Se pravi, ta korak za bodoči raziskovalni program, prav za Horizont, je narejen naprej. Potem so v povezavi s skladom za konkurenčnost šle razprave tudi za čisto obrambno industrijo, tudi v kontekstu tega bančnega krča. Tukaj pa moram reči, da so imele države že določene pomisleke, da bi se tudi direktno obrambna industrija financirala, ampak je treba, mislim, da uskladiti to skupaj z drugimi mehanizmi, kot je Evropski obrambni sklad in tako dalje in tako naprej. Ampak se je paradigma premaknila iz obstoječega horizonta, kjer se striktno poudarja to civilno, je zdaj samoumevno, da gremo v to dvojno rabo in še korak naprej, ampak te razprave so se ravno kar dobro začele, se intenzivno odvijajo in gre seveda v tej smeri. Ravno zaradi financiranja so nekateri videli, da bo preko sklada za konkurenčnost veliko lažje financirati nekaj, kot pa prepričevati banke, da je to dobra zgodba. Tako da jaz sem prepričan, kot je bilo že omenjen, da je v Sloveniji neverjeten potencial, ne bom rekel, da smo univerzalni, da lahko pokrijemo vse, imamo pa na določenih nišnih področjih vrhunsko znanje. In tukaj je treba graditi in pa izkoriščati. Jaz vedno govorim o tem, da me temeljne raziskave pa financiranje temeljnih raziskav v bistvu ne skrbijo. To je sistem, ki teče, imamo pa še veliko nalog pri prenosu znanja. Znano je, da smo preoblikovali našo raziskovalno agencijo, ki zdaj dobiva inovacijski steber poseben in se ta program odvija naprej. Tudi zelo dobro razumem, kaj je temeljna raziskava z rezultati enkrat v prihodnosti in pa kaj je aplikacija z rezultati jutri. Jaz se tudi dostikrat šalim z našim ministrom za finance, mi daš 100 milijonov, daj mi vrneš. Tukaj pa je ta komponenta multiplikacijskega faktorja in časovne komponente. Kdaj, v kolikem času dobimo sredstva nazaj. In sem prepričan, za dobre projekte se da pridobiti financiranje. Jaz trenutno se ukvarjam s projekti, ki presegajo naše ministrstvo. Zelo intenzivno sodelujemo z obrambo. Satelitske tehnologije so bile omenjene. Gre tu za en projekt na področju umetne inteligence, kjer želimo postaviti celotno infrastrukturo praktično za celo državo. Uporaba jezikovnih modelov umetne inteligence je kompleksa v smislu varovanja podatkov. In če bo vsako malo podjetje se samo ukvarjalo s tem, kako bo zaščitilo dostop ali pa uporabo teh podatkov, bojo marsikdo prej obupal in mislim, da je strateško, da to naredimo na ravni države praktično za vse državljane. In s tem se trenutno ukvarjamo. Kako zagotoviti to infrastrukturo, ker bodimo iskreni, ta tehnologija bo spreminjala paradigmo delovanja vseh. Od gospodarstva, državne uprave, raziskav, razvoja, vsega. To prihaja in če tukaj ne bomo sledili temu, seveda bomo zelo težko konkurirali. Tako da na kratko, opcije so, da še enkrat poudarjam, tudi na ravni vlade je treba sodelovati, prišli bomo tudi potem do raznih konzorcijev raziskovalnih. Absolutno zavračam vrtičkarstvo, na katerem koli področju.
In doskrat to, kdo meni pride pa prav, dej ti zrihtaj, da bomo mi koordinator nečesa. Rekel, to mene ne zanima, kdo bo koordinator. Če se pa vi ne znate kot raziskovalne inštitucije med sabo zmeniti, je pa to že skrb zame. Vi se morate pogovarjati med sabo, vi se morate zmeniti, kdo ima kakšno vlogo in vi morate delovati skupaj. Tako kot se industrija povezuje zdaj, tako se bojo mogli povezati tudi univerze in pa inštituti. Ne pa, kdo je večji Jack, dobesedno. In če pa zdaj še se vrnem na to področje prenosa, poglejte, če govorimo o tej industriji na področju varnosti, to so visokotehnološka podjetja. Če grem jaz na gospodarsko zbornico, se pogovarjamo o vseh podjetjih v Sloveniji. Tudi unih, ki imajo glih toliko, da bojo preživeli. Ne? Pri visokotehnoloških podjetjih je veliko lažje delati kompetenčne centre, konzorcije in pa veliko lažje se potem povezovati z znanostjo. In jaz tudi na gospodarski zbornici vedno rečem, povejte mi, koliko je slovenskih visokotehnoloških podjetij, ki je sploh sposobno sodelovati z univerzami pa z inštituti. Koliko jih je? Ne na splošno govoriti. In tukaj vidim to dodano vrednost, da na tem področju gre za tehnologijo in bo šlo to veliko hitreje, kot pa če govorimo na splošno o slovenskem gospodarstvu. Pa ne želim zdaj omenjati razne panoge, kot je farmacija, elektroindustrija in tako dalje, ampak gre za visokotehnološki koncept in tudi to smo se naučili, samo še to pa zaključim. Imamo strategijo za polprevodnike, imamo strategijo za umetno inteligenco, delamo strategijo za kvantne tehnologije. Vse povsod se pojavljajo kompetenčni centri. Ne ustanavljati v raziskovalnem smislu novih pravnih oseb. Če je nekdo raziskovalec na fakulteti, bo ostal na fakulteti, na inštitutu in tako dalje. Zato jaz pravim, ustanavljate kompetenčne centre, ki so projektna oblika povezovanja vseh deležnikov. Ne pa, da ustanavljate nove inštitute. To ne bo pripeljalo nikamor. In so zgodbe z področja umetne inteligence, polprevodnikov, kar sem jih prepričeval, ne jeti v to, ortodoksni raziskovalec ne bo nikoli zapustil inštituta Jožef Stefan, pa šel v neko organizacijo brez ene reference. To se ne dogaja. Je pa pomembno, da se vzpostavlja ta konzorcij, ki je pripravljen se hitro odzvati, spostaviti večji konzorcij, se prijaviti na nek razpis ali nacionalni ali pa na evropskem nivoju. In pa še enkrat, pomembno je, da vemo, kaj lahko doma naredimo, seveda največ denarja za Slovenijo je pa v Evropi in poznamo te koncepte in tudi najboljši industrijski partnerji so uspešni lahko pri takih prijavah. Zame je situacija zelo jasna, skupaj je treba delati, nimam težav s prenosom, konceptom prenosa znanja in sem prepričan, če to ne bomo uspešno počeli, potem ne bo nič uspelo. Znanje pa je, pa ne samo na eni strani, znanje prihaja tudi z druge strani. Tudi raziskovalec mora dobiti informacijo, kaj je najbolj aktualna zadeva trenutno na trgu, kaj se dogaja in ta proces mora biti zajemen. Če nič drugega, da usmerjajo določene raziskovalce, da se bolj posvetijo določenemu področju, ker obstaja perspektivo. Tako da dajmo nadaljevati ta proces, jaz mislim, da je to odličen moment, ko se je pojavil predvsem v smislu financiranja in pa pri oblikovanju teh domačih grozdov, da ne bomo samo govorili o grozdih pri evropskem projektu. Hvala. Hvala lepa. Bi povzel nekaj ključnih informacij. Prvo, v naše raziskovalne projekte razvojne projekte je vključena tudi znanost. Skratka, ne poznamo teh 87 razvojnih projektov, ki trenutno potekajo, nacionalnih, da ni vključena slovenska znanost, razvojne inštitucije ali fakultete za strojništvo ali fakultete za elektrotehniko, računalništvo in tako naprej. To je prvo. Drugo, ravno zdaj smo pripravili en dogovor, zelo zanimivo informacijo, in sicer med strojnim faksom ljubljanskim, elektro, tudi mariborskim, enim in drugim, tam je še računalništvo in informatika, Slovenskim inštitutom za kakovost in seveda Ministrstvom za obrambo, ki bomo nekako poskrbeli, da vse tiste zmogljivosti iz laboratorijev, ki jih potrebuje obrambna industrija za preizkušanje obrambnih proizvodov v fazi razvoja in kasneje v proizvodnji,
tudi skupaj razvijamo. Tudi vkolikor ugotovimo, da po kakšnem vojaškem standardu, MIL-u ali pa Astanagu, Standard Agreement ali pa kakšnem drugem vojaškem standardu, je potrebno izvajati en preizkus in zato nimamo merilne opreme, lahko tudi Ministrstvo za obrambo kupi to namensko opremo in preda enemu ali pa drugemu fakulteti ali pa laboratoriju in na taj način se bomo naprej razvijali. Skratka, združujemo znanost in industrijo. Na ta način pa še bomo imeli drugo korist, bomo dobili študente ali pa kadre za obrambno industrijo ali pa tudi za potrebe Ministrstva za obrambo ali pa drugih resorjev. Zanimivo, dr. Papič je omenil tudi TECES, to je Združenje slovenskih energetskih podjetij. TECES je pa tudi pred kratkim zmagal na razpisu Evropskega obrambnega sklada in je vodilni, skratka gre za Združenje slovenskih energetskih podjetij, ko niso obrambna podjetja, in so dobili projekt vrhunski, skratka gre za kampe, neodvisne kampe z različnimi energetskimi projekti oziroma tehnologijami. Skratka združuje in inštitucije in znanost in fakultete in podjetja. Smo vodilni, skratka v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo v Evropi. 15 držav, ne boste verjeli, 15 ministrstv za obrambo evropskih je vključeno v ta projekt. 41 podjetij znanstvenih ustanov. Projekt je vreden 57 milijonov. In to je to. Skratka, je Slovenija, mala Slovenija je vodilna. Skratka, vodimo tudi Nemčijo, vodimo tudi Francijo, vodimo tudi Italijo, vodimo tudi druge države. Torej smo sposobni. Samo to, kar je dr. Papič izpostavil, kompetenčni centri. Skratka, to je en kompetenčni center, ki ima vrhunsko znanje in velda to znanje prvo lahko moramo mi izkoristiti doma in narediti take projekte. Ok, hvala. Zdaj pa imamo dr. Rotovnika. Znotraj Evropske obrambne agencije imamo 15 tehnološko zmogljivostnih skupin. To so tisti CAPTECH-i. En od CAPTECH-ov je vesolje, mislim celo ta zadnji, 15. Vemo, da te tehnološke zmogljivostne skupine aktivno sodelujete in da bo novembra v Sloveniji srečanje evropskih ekspertov. Prosim vas, da nam prenesete vaše izkušnje, dobre in slabe, glede sodelovanja v tej ekspertni skupini Evropske obrambne agencije. Na kakšen način ste informacije vključili v delo vašega podjetja in tudi drugih podjetij v Sloveniji, s katerim sodelujete na področju vesolja? Kakšne so vaše izkušnje pri vključevanju v skupine na področju raziskave in razvoja v okviru EDF-ja, Evropskega obrambnega sklada? Tudi tam imate dobre izkušnje. Kje vidite doprinos organizacije in izvedbe srečanja ekspertne skupine vesolja v Sloveniji? Prosim. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Menim, da me danes še vsi tukaj ne poznate podjetja Skylabs, zato si bom utegnil par minut, da mogoče na hitro predstavim, kdo je podjetje Skylabs. Mi smo vodilno podjetje v Sloveniji, kar se tiče na področju razvoja satelitske avionike, satelitskih platform in satelitov. Prav tako predstavljamo jedro slovenske vesoljske industrije v tem upstream segmentu, kot sem že omenil, v tem satelitskem segmentu. In seveda smo pa tudi že mednarodno prepoznano podjetje v tem segmentu, predvsem tako imenovanem Big Space marketu, če temu tako rečem. Torej gre za segment, kjer je danes zelo velika prisotnost različnih deležnikov, tako gospodarstva kot, bom rekel, političnih odločevalcev pri gradnji konstelacij satelitov v nizkih zemljinih orbitah. Seveda, podjetje Skylabs kot tako je mogoče v preteklosti veliko poudarka delalo na teh nanosatelitih, kjer smo predvsem cilj imeli, da našo elektroniko, ki jo mora imeti vsak satelit za njegovo delovanje, čim prej spravimo v vesolje, da dokažemo, torej, da to naše znanje v vesolju v tako ekstremnih razmerah tudi deluje. Danes pa nam je ta miniaturizacija, v katero smo res vlagali v preteklih letih veliko truda, gradnjo teh, bom rekel, ključnih kompetenc, prav tako naslavljali evropsko tehnološko neodvisnost, nam pa kaže se kot strateška prednost. Zakaj? Mi imamo male podsisteme v teh satelitskih platformah in tako ostane dosti več prostora na voljo, recimo morebiti za gorivo ali pa morebiti ostale znanstvene inštrumente ali pa izboljšane, dosti teže kamere in tako dalje, kajti naši podsistemi se danes enakovredno kosajo oziroma z rešitvami dosti večjih satelitskih platform, recimo reda 300 kg. Torej mi smo danes že v tem segmentu, predvsem ko govorimo o nizkih zemljinih orbitah. Danes nas je v podjetju 50. Čez 2 leti bomo to številko podvojili, kajti smo zelo komercialno uspešni. Ta trenutek participiramo že na 8 konstelacijskih komercialnih misijah in ravno iz tega stališča gremo letos v skoraj 10 milijonsko lastno investicijo
v izgradnjo novih proizvodnih in razvojnih kapacitet. Cilj te investicije je predvsem tem, da bo podjetje Skylabs srednjeročno lahko ostalo konkurenčno na tem mednarodnem trgu. In pa druga stvar, ki jo vidimo, je pa predvsem to, da bomo z gradnjo teh novih kompetenc, novega kadra, novega znanja lahko sodelovali tudi na ESIN-ih, torej na misijah Evropske vesoljske agencije, ki imajo tiste najtežje, najdražje misije, ko gre za gradnjo satelitov, za opazovanje ali eksploatacijo tako asteroidov, kometov in pa oddaljenih planetov. In tisto, kaj se v podjetju Skylabs resno zavedamo, je to, da znanje je tisto, kaj mora visokotehnološko podjetje imeti. Zgolj tako lahko, bom rekel, prihajamo do nekih inovativnih idej, tako lahko prihajamo do prebojnih produktov in na koncu ne pridemo toliko do denarja, ampak predvsem to, da ohranjamo kompetence na mednarodnem trgu, da smo konkurenčni. Torej, da ustrajamo to konkurenčnost, da smo mogoče liderji v posameznih nišnih segmentih in nagrada za to, če smo res konkurenčni, pa potem lahko kažemo v tem, da podjetje raste in da potem vlagamo v nadaljno znanje in potem zaključimo torej ta krog. Če se pa vrnem na vaše vprašanje, torej, ko ste omenjali torej to ekspertno skupino Captech Space, ta skupina je res zelo mlada, nastala je pred 2 leti, moram pa poudariti to, da je podjetje Skylabs že pred 6 leti se vključilo v delovno skupino za vesolje na Evropski obrambni agenciji in takrat smo že načeloma se ta skupina sestala ravno s tem namenom, da smo začeli identificirati manjkote, kar se tiče vesoljskih tehnologij za obrambo, da smo videli, kje so tiste stvari, ki jih je potrebno v prihodnjih letih nekako izboljšati, poiskati, potem podati nekako smernice razvoja, in ta ekspertna skupina, ki je zdaj uradno tudi sformirana, se sestaja nekajkrat na leto, gre za pro bono sodelovanje vseh različnih inštitucij znanja kot tudi podjetij. Cilj te skupine je predvsem, da se pride do nekega mednarodnih sinergij na nivoju tega, da se identificirajo, kaj so state of the art tehnologije, da vidijo, kje so manjkote v Evropi, kaj so tiste tehnologije, ki pomenijo evropsko tehnološko neodvisnost, da bomo lahko na dolgi rok recimo primerljivi tudi z ostalimi, bom rekel, liderji na tem obrambnem in vesoljskem področju. Ja. In letos novembra je en tak dogodek in seveda vsa industrija slovenska, ki se ukvarja z vesoljskim obrambnim delom, je seveda takrat bo vljudno vabljena, predvsem z tega stališča, ker bo tam res ene velike priložnosti za izmenjavo nekih mnenj, izmenjavo idej, mora biti na osnovi tega, ker se bodo podale že smernice za naslednje projekte, da se bodo lahko že predčasno začele nabirati tudi kompetence v posameznih podjetjih. Krasno. Omenili ste, da vas je zdaj že 50 zaposlenih. Ne poznam konkretno strukture vašega podjetja, vendar to, kar poznamo, Guardiaris, simulacijski sistemi, ko je cirka 160-170 zaposlenih, poznamo Valhalla, ko je zdaj že 80 zaposlenih in imamo TeamTech, imamo C-Astral, imamo še druga podjetja in sami ugotavljamo, da je približno več kot 2/3 zaposlenih so mladi inženirji, strokovnjaki, verjetno tudi v vašem podjetju. In mislim, da na tak način, ko sodelujemo, v bistvu, ko se razvijamo, ko sodelujemo znotraj EU z temi različnimi inštitucijami, kot je Evropski obrambni sklad, ko nas nekako združuje, pa dela tisto sinergijo, kot je NATO, STO, razvojni, skratka razvojno področje, kot je EDA, Evropska obrambna agencija, je lahko samo dodaten pospešek za te mlade fante, punce, da ostanejo doma in da znanje ostane doma. Mislim, da je to osnova in zato imamo po moje zelo dober uspeh trenutno, ko ga je treba tudi naprej nadgraditi. Zdaj bi se vrnil še enkrat na ministra dr. Papiča in sicer na ministrstvu pripravljate kvantno strategijo, ministrstvo za obrambo pri tem tudi sodeluje, ker se zavedamo, da je kvantna tehnologija ključna za strateško prednost tudi na vojaškem področju. Lahko omenim, da imamo 2 ciljno raziskovalna projekta CRP v okviru ARIS, prav agencije za raziskave in razvoj, in prav na temo kvantne tehnologije. En splošen in en z področja kvantnih senzorjev. Tudi v okviru Evropske obrambne agencije sodelujemo pri pripravi novih projektov na to temo. Imamo odlične strokovnjake na inštitutu Jožef Stefan, na FER-ju Maribor, Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na zadevnem področju, prav tako pa tudi industrijo. Dr. Papič, ali nam lahko kaj več poveste o kvantni strategiji, o superračunalniku in možnem sodelovanju z obrambnim resorjem na zadevnem področju? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Dejansko se ta strategija pripravlja.
Ponovno poleg našega ministrstva, ki to koordinira, sodeluje tudi obramba, gospodarstvo in pa ministrstvo za digitalno preobrazbo, seveda še nekaterimi službami. Gre za strategijo do leta 2035. Mogoče dva nekako glavna cilja, ki naj bi dosegali. Eno je, da se ponovno ustanovi kompetenčni center, ne kot nova pravna raziskovalna oseba, ampak kot pisarna, kjer so dejansko združeni vsi, ki karkoli na tem področju lahko ponudijo. Od raziskovalnih organizacij in pa seveda do podjetij. Moram reči, da je področje kvantnih tehnologij, kvantnih čipov, je v telekomunikaciji seveda izredno pomembno področje, ki se izredno hitro razvija. Moram pa reči, da nimamo še toliko aplikacij. Veseli me, da se je to prepoznano kot področje pomembno za raziskave, ampak to je to kot vedno. Če nisi pripravljen, da v nekem trenutku skočiš, seveda potem težko organiziraš to zgodbo. To, kar se zdaj organiziramo vsi na področju industrije, ki lahko prispeva k varnosti države, tako je pomembno, da smo v stiku tudi na tem področju. Ena glavna cilja sta poleg tega kompetenčnega centra, ki naj bi ga ustanovili, to je spet projektno, teče nekaj mesecev, noter bojo vsi relevantni deležniki, ki se bojo potem lahko odzivali ali na domače razpise ali pa na evropske razpise. Drug del je pa, da bi vzpostavili slovenski kvantni računalnik ranga 20 milijonov evrov. To je tudi predlog. Mal sem bil razočaran, da nekdo z Ministrstva za gospodarstvo ne vidi perspektive trenutno, kao da je to preveč futuristično področje. Jaz seveda se ne strinjam, ker moram reči, da ta tehnologija se razvija izredno hitro, to kot umetna inteligenca, oziroma to je povezan med sabo. Zadnjič sem bil tudi na eni okrogli mizi na temo kompetenčnega centra za polprevodnike. Jaz mislim, da ne bo dobro, če bomo sem nove strategije delali, nekje se to vse povezuje. To niso ločene stvari, ne moremo ločeno obravnavati polprevodnike, čipe, ne moremo ločeno obravnavati umetno inteligenco in gotovo tudi ne potem kvantne tehnologije. Ampak, kot rečeno, široko zastavljeno, do leta 2035, glavna cilja, kompetenčni center in pa čez 2 leti slovenski kvantni računalnik. Tukaj še ni jasno, seveda želimo, da temelji na slovenskem znanju. Ena opcija, da se razširi tudi podatkovni center v Mariboru, kjer že imamo lokacijo za HPC, za superračunalnik, da mogoče to dodamo tudi tam, čeprav so me kolegi iz Novega mesta že spraševali, če bi bil pa ta računalnik v Novem mestu, recimo konkretno v okviru tega inštituta Rudolfova oziroma v bodoče Univerze v Novem mestu. Ja, ampak še enkrat, nekje se bomo mogli začeti povezovati, kar se je pol spraševali tudi za polprevodnike, kako bomo to financirali. Sem rekel, financirali se boste preko razpisov, ki jih mora biti veliko zadosti. V končni fazi, če letos pogledamo teh razpisov TRL 3 do 6, pa potem STEP in tako dalje, sem že dobil informacijo, da počasi nekdo že v nasičenje prihaja, glede prostih kapacitet, raziskovalcev in tako dalje. Ampak, če bodo te razpisi na voljo, to je naša naloga, bojo mogli konkurirati z drugimi temi novimi tehnologijami in jaz vedno pravim, tisti, ki bo najboljši, ki bo znal najboljšo zgodbo predstaviti, tisti bo tudi gotovo dobil financiranje. Ne samo doma, ampak tudi na evropskem nivoju. Smo pa te prve korake, kako se organizirati, smo pa naredili. In pa samo še za informacijo, že 2 leti, pred 2 leti je velika korporacija želela priti v Slovenijo, da ustanovi razvojni center na področju kvantnih tehnologij z nekaj 100 inženirji, ki naj bi hodili z celega sveta v Slovenijo in so potem tudi poseben doktorski program razvili na fakulteti za matematiko in fiziko. Hočem reči, smo spet v svetovnem vrhu z nekaterimi nišnimi znanji, predvsem inštitut Jožef Štefan, in tukaj je seveda spet priložnost, da bomo v pravem trenutku pripravljeni, da seveda se aktivno vključimo. Najlepša hvala. Zdaj bi pa čist na koncu bi zastavil eno vprašanje v bistvu za vse prisotne, govorimo v tej skupini.
Glede na predhodno posredovanje informacije, bi vas prosil, da povzamete v kratkem z vašega delovnega področja tisto pomembno sporočilo, ki bo pripomoglo k nadaljnji sinergiji znanosti in industrije in v bistvu povečanju blaginje v Republiki Sloveniji. Prosim, doktor Rotovnik. Ja, kar se našega področja tiče, torej vesoljskih tehnologij, vemo, da tako Evropska obrambna agencija to naslavlja, vemo tudi, da to naslavlja zelo dobro Evropska vesoljska agencija, ima kompetence na tem področju že več kot 50-letne izkušnje in dejansko Evropska vesoljska agencija je tista, ki dejansko podjetjem, ker ima zelo striktne, jasne kriterije in standarde, tudi transparentnost in zelo jasno torej tem podjetjem omogoča, da potem lahko so tudi zelo tržno uspešni. Vemo, da torej govorimo o aplikativnih učinkih, da za vsak plačan evro, večkrat smo že to slišali, dobimo v Sloveniji nazaj vse 3, kar se tiče industrije. In jaz osebno vidim, torej, ko govorimo o vesoljskih tehnologijah v Sloveniji, osebno vidim v tej smeri, da ko jih bomo razvijali, mora biti v tej smeri vključena predvsem zraven tudi Evropska vesoljska agencija. Zakaj? Ker dobre prakse te agencije kažejo v tej smeri, da so se gradile že nacionalne konstelacije tako, za satelitski del, kot tudi, bom rekel, različna nacionalna vozlišča za procesiranje teh podatkov. Te zgodb je ogromno, kjer je ESA dejansko participirala zraven. Po drugi strani pa imamo v Sloveniji ta trenutek že poziv, torej kar se tiče vesoljskih tehnologij, zelo dobro izpeljano, hkrati se pa v Sloveniji, mogoče še ta informacija izvaja tudi študija vpeljave torej slovenskih vesoljskih kompetenc v obrambni del in ta študija, ki jo izvajamo skupaj s podjetjem Synergize, je bila prepoznana tudi strani ESE kot 2 entiteti v Sloveniji, ki to študijo izvajata, že kaže v tej smeri, torej, da je dobro imeti najprej recimo neko vozlišče, kar se tiče procesiranja teh podatkov, kjer se stekajo vsi ti podatki in da so potem na voljo vsem ključnim deležnikom v Sloveniji. Po drugi strani pa ta študija že kaže tudi na to, da en satelit imeti v vesolju, če govorimo o nekih nacionalnih kapacitetah, bo zagotovo premalo, kajti zgolj v 45 dneh pokrijemo pokritost recimo Slovenije z enim satelitom. Ko govorimo pa o konstelacijah, seveda, pa vemo, da bomo govorili o številki 70 ali več, naprimer, recimo, in takrat pa vidimo, da so tu že prisotna ogromna vlaganja, in ko govorimo o vlaganjih, je pa potrebno najverjetneje torej ta tveganja zmanjšati, zato pa je potrebno zraven pripeljati tudi mednarodne akterje in pa predvsem v tem smislu najverjetneje, to je moje mnenje, tudi Evropsko vesoljsko agencijo. Hvala. Gospod Skalar. Jaz bi sam 2 besedi izpostavil, enotnost, sodelovanje in zdaj mislim, da je pravilna pot najprej seveda strateško, kaj Slovenija potrebuje, recimo obrambnem ali pa širše varnostnem pa odpornostnem področju. Industrija bo definitivno temu sledila, znanje je, strojni park je pa seveda tudi na industriji, da se poenoti, da sama že poskuša malo, saj neke smernice so nakazane v strategiji in to je tudi seveda na nas kot grozdu, da poskušamo identificirati določene projekte, ki jih naša industrija lahko naredi in seveda potem v sodelovanju z ministrstvom ugotavljati, kako to zapeljati, kako financirati, kako pripraviti industrijo, da bo pač z roko v roki delala. No, to bi na kratko. Hvala, super. Gospod Pavlin. Si bom dovolil 2 stavka glede na to, da je bilo tako vesoljska tema danes kar ključna. Vsekakor Ministrstvo za obrambo zelo intenzivno se pripravlja in pričakuje in to strategijo in še eno drugo strategijo, torej neke usmerjevalne dokumente, na osnovi katerih bomo torej skupaj vzpostavili ta hub, neko vozlišče, v katerem bomo lahko kot prvo na zemeljski strani spremljali vse tisto, kar je pač potrebno. Na Ministrstvu za obrambo tudi v zelo kratkem formiramo geoinformacijsko celico središče, ki bo ravno tako dual use ali pa neka zmogljivost, ki bo za celotno državo funkcionalna. V nadaljevanju pa da, seveda si želimo vključiti v to tekmo in z podjetji, kot je Skylabs ali pa še vsemi ostalimi, oblikovati torej zmogljivost satelitsko, ki bo bila seveda povezana z vesoljskimi evropskimi projekti in tukaj zraven verjamem, da lahko s tem razvijamo in da imamo potencial, da to razvijamo v državi. Tako zelo geostrateško, iz mojega področja bi pa rekel, da situacija v Evropi danes je zelo problematična.
Kakorkoli deluje, je vsekakor vse skupaj zelo nestabilno. Veste, vojne imamo pri nas možnosti dve. Ena je ta neposredno na naših tleh, druga je pa pač, če se zgodi 5. člen NATO, v katerem se pač more zavezništvo obraniti. In ali ena ali druga situacija je za nas problem in bo postavila Slovenijo v popolnoma drugačno situacijo v trenutku in se bodo v trenutku spremenile dobavne verige, gospodarski tokovi, logistične poti itd. In pri vaji odpornost, ki smo jo lansko leto izvedli, kot je prej omenil minister, je tisto ključno ugotovitev je bila, da smo preveč odvisni od drugih na vseh različnih področjih. In da je ta globalizacijski učinek, ki je Slovenijo pripeljal do tega, da vse kupujemo nekje drugje, je prevelik in je torej vse to, kar počnemo in na področju gospodarstva in predvsem v najširšem kontekstu na področju civilne obrambe, torej en korak proti večji samooskrbi in večji samozadostnosti naše države. Hvala. Še na koncu dr. Papič. Ja, mogoče tudi jaz besedo dve na temo satelitskih vesoljskih tehnologij. Jaz sem zelo vesel, da smo se zdaj v zadnjem obdobju bolj intenzivno povezali z Ministrstvom za obrambo in da neko zgodbo, ki je bolj tlela, da nekako širimo v precej večjo zgodbo. Seveda spet izhajamo iz enostavnega koncepta. Povezati se morajo vsi, ki v Sloveniji karkoli predstavljajo na tem področju. Ne gre za ene, druge, tretje, ampak vsi skupaj in tukaj imamo zelo jasne načrte, plane, da gremo v konstelacijo večjih satelitov. Ne enega, ne dveh. Vem, da je bilo mariborske zgodbe obstajajo zelo uspešne, tudi ljubljanska zgodba, predvsem pri nadzoru voda, sodelovanje z Indijo na področju satelitov, to so take reference, ki pomenijo, da znamo tudi sami precej stvari narediti. Še enkrat skupaj. Drugače pa povezovanje na ravni vlade, tukaj jaz ne vidim težav. Tukaj je več ministrstev, ki sodeluje in morajo sodelovati, potem povezovanje preko kompetenčnih centrov, ki so ekspertni centri, kjer se združujejo vsi, ki karkoli znajo, sodelovati tako na strani raziskovalcev in pa seveda tudi na strani industrijskih ponudnikov. To je koncept in pa vedno pravim, zadnja stvar, ki mene skrbi v Sloveniji je to, a imamo ustrezno znanje ali ne. Imamo. To je naše naravno bogatstvo in dajmo ga izkoristiti, skrbi me pa to, da včasih ne vemo točno, kaj bi s tem znanjem počeli. Recimo tipični primer so tudi kvantne tehnologije. Hvala. Hvala. Zdaj pa smo čist na koncu in zaključimo tudi sateliti, skratka konstelacije satelitov. Eno je razvoj, eno je, da si nekaj naredimo, ki bomo mi uporabljali, ali pa Slovenska vojska, lahko še kdo drug, in na koncu mi dobimo reference, ki jih lahko ponudimo drugim. Torej želimo serijsko proizvodnjo tistega, kar razvijamo. In mi imamo kar nekaj primerov, ko smo razvili in smo že v serijski proizvodnji za potrebe Slovenske vojske in s tem bo industrija dobila pomembne reference za predor na tuje trge. In tam lahko Ministrstvo za obrambo veliko pomaga. Obstaja model prodaje vlada vladi. Torej, kadar mi kupujemo nekaj za sebe, lahko kupimo tudi za drugo državo. In to, kadar smo mi kupili helikopterje od italijanske vlade, skratka Ministrstva za obrambo, in ker so oni za nas pogodbeni partner, na enak način, ali pa od vlade ZDA Oshkosh GLTV, ali pa zračno obrambo od nemškega obrambnega ministrstva in tak naprej, od Francozov tudi artilerijo, tudi mi lahko svoje proizvode prodajamo na tak način. Skratka, mi kupimo in prodamo drugi državi, običajno EU, NATO državi, in te primere tudi imamo. Torej, to je ena dobra referenca, dobro izhodišče. In na koncu še zadnja informacija. Letos v bistvu oktobra, drug mesec, od 21. do 24. oktobra prvič v zgodovini organiziramo obrambni sejem, SIDEK. Imamo vse razprodano, nas je presenetilo v bistvu tak odziv. Tam želimo predstaviti rezultate teh naših raziskovalnih in razvojnih projektov. Želimo povezati dodatno našo znanost in našo industrijo in jih želimo povezati tudi s tujo industrijo in tujo znanostjo. Zato je tudi tak odziv.
Seveda želimo tudi predstaviti vse tiste projekte, ki jih imamo aktivne. To so projekti opremljanja Slovenske vojske in je to tudi priložnost za našo industrijo, da pridejo na štante teh tujih velikih podjetij, velikih korporacij in da se pogovorijo in da probajo ugotoviti, če je kakšna priložnost ali pa za strojno proizvodnjo ali pa za kakšne druge proizvode. In na koncu še zadnji stavek, v bistvu tako kot smo tudi pred nekaj dnevi zaključili delo konferenco Dual Use, moramo zaupati slovenski znanosti in slovenski industriji. Hvala lepo vsem sodelujočim, tudi hvala vam in želim vam naprej lep dan. Hvala. Najlepša hvala vsem razpravljavcem druge okrogle mize, ki nas je med drugim podučila, da varnost ni naključje, je rezultat znanja, sodelovanja in inovacij, da moč skupnosti gradijo tudi ljudje, ki ustvarjajo tehnologije, ki nas ščitijo. Sledi odmor, privoščite si trenutek zase, nato pa se ob 12. uri znova zberemo tu. Pred nami je še zadnja razprava današnjega dne, ki sega globlje v srce, o pripadnosti državi kot kulturni in socialni vrednoti v službi Republike Slovenije.